Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Dobro jutro, lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Danes bomo, kot smo rekli, kulinarično, praznično in romarsko razpoloženi. Danes se začenja srečanje tezejskih romarjev v Ljubljani, zato smo za izhodišče vzeli vprašanje, kaj postaviti na mizo tem mladim, ki prihajajo, kot smo slišali, iz več kot 40 držav po Evropi in tudi po drugih koncih, iz drugih koncev sveta. V našem studiu prav lepo pozdravljam gosta, ki ga že dobro poznate, gospod Jože Senegačnik. Dobrodošli. Dobro jutro. In najprej iskreno vse najboljše prav na svoj rojstni dan. Ste tule z nami v svetovalnici in pripravljeni sodelovati in povedati kaj svojega bogatega kulinaričnega zdravja. Bog vas živi. Hvala lepa za te čestitke, želje. Po svoje vedno izziv, kaj tazga. Biti pred mikrofonom pa kaj povedati. Ja. Zdaj, okusi so različni, vsekakor mogoče se kdo ne bo strinjal, zato bomo pa prosili gledalce, da bojo kaj svojih predlogov tudi podali. Tako, rekli smo ob 8 odpremo telefone. Spoštovani poslušalci, če imate tudi svoj predlog, dobrodošli, kar pogumno 01 512 10 00. Midva bova pa začela čisto na kratko z enim takim uvodom, torej z mislijo na vse gostitelje, pa tudi morda na tiste, ki v teh dneh povabite svoje sorodnike, prijatelje, znance in bi radi kaj dobrega, predvsem pa slovenskega, postavili na mizo. Kaj je dobro imeti v mislih pri tem? Jaz vedno pravim, da smo Slovenci sramežljiv narod, ali pa Nizostojn Cankar napisal hlapcev, malo karikirano zdaj povedano, ampak nas je sram ti naše identitete, se mi zdi. Premalo smo, bi rekel, zavedni, biti Slovenc pomeni, da si Slovenc. Mislim, to je tako, kot če bi bil Anglež, če bi bil kdorkoli drug. Mislim, da imamo mi preveč prevzamemo zelo radi te tuje vplive, od praznikov, Valentinov, Halloween, pa takih neumnosti. Do tistega, kar postavljamo na mizo? Tako, do tistega, kar postavljamo na mizo, in to je problema. Jaz mislim, da Slovenci imamo čudovito svojo zgodovino, ki pa jo ne znamo tako dobro negovati, kot jo drugi narodi, in tudi spromovirati. Zdaj je priložnost, da pokažemo tudi mladim, ki prihajajo tule v Ljubljano in okolico, kaj pa imamo slovenskega. Tako. Zdaj se mi zdi, da recimo tipično slovensko izredno veliko ajde v naših jedeh. Ajda je stvar, ki jo drugje ne uporabljajo toliko. Potem recimo pri nas pehtran uporabljamo v sladkih jedeh. V svetu se pehtran uporablja za slane jedi, za začimbe, kot začimba v slanih jedeh. Potem recimo med je tipična tudi taka slovenska stvar. Potem imamo eno čudovito jed, ki jo tudi premalo promoviramo. Jaz sem član društva praženega krompirja, to je pražen krompir. Ne pomfrit, oziroma pomfri, kot nekateri rečejo napačno, je seveda stvar, ki je prihaja od tujine. Ne rečem, da ni dober, ampak to ni slovenska jed. Torej, zdaj, če imamo v mislih te romarje, potem imejmo to priložnost, izkoristimo za to, da res najprej pokažemo, kaj pa tu jemo oziroma kaj izhaja iz naše zgodovine. Tako. Mogoče še kakšna splošna usmeritev pri tem, najbrž se pri teh kulinaričnih podvigih ni dobro lotevati ničesa, česar ne obvladamo? Točno to. Jaz ne bi nikoli šel delati nekaj prvič, ker potem je vprašanje, niti ne veš, če bo ratalo, to je prva stvar, in drugič, niti nisi prepričan, kakšen mora biti na koncu okus. In se mi zdi, da je človek samo slabe volje, pa toliko bolj živčen. Fino je, če bi skuhamo nekaj, kar recimo dokaj redno kuhamo, saj tudi potice ne delamo vsak teden, pa delamo bolj za praznike, ampak recimo, take stvari, kot je, goveja juha, ki jo ponavadi kuhamo, tipično slovenska, z domačimi rezanci, tistimi ročno narejenimi. To je že malce večji izziv, morda za koga, Tako, ampak goveja juha ali pa gobova juha, recimo take stvari, ki so predvsem se pravi uporabljati to, ali pa to znanje, ki ga imamo,
Mogoče pri teh jedeh dodati tisto svojo osebno noto, se pravi, vzeti en splošen recept, ampak dodati nekaj, bi rekel, tistega svoje inovativnosti zraven, kar je ponavadi kuharice dodajajo, ne. In predvsem pa bodimo ambasadorji Slovenije, ne, s temi tipičnimi slovenskimi jedmi, v katerih bova še kar kaj verjetno govorila. Čevapčiči, pleskovi, ne. Sej smo bili del Balkana, ne, ampak bi rekel bivša Jugoslavija, ne. To je pač naša zgodovina, ampak to ni naša jed, ne. Sej jaz imam rad čevapčiče, ne, tako naprej, ampak mislim pa, da ko pride nekdo tuj na obisk, ne, v mojo kuhinjo, da rečem tako, ne, potem bi jaz skuhal nekaj res tipično slovenskega. Ni rečeno, da mu bo všeč. Ne, če bi jaz prišel na Kitajsko, verjetno Kitajci ne bi kuhali za mene slovenske hrane, ampak bi mi skuhali neko kitajsko hrano. Ne. Ja, to pa je lahko zadrega. Kaj pa potem, če mu ne bo všeč in ne bo... Jaz mislim, da je stvar gosta, a ne, da pravzaprav se mora zavedati, da je nekam prišel in da zdaj ta kuhinja, kjer bo jedel, ni mogoče tista njegova, kateri je navajen vsak dan. Bodo kakšni okusi, bodo tuji, a ne, ki jih človek mogoče ne namara, ne. Bi bilo pa vsekakor smotrno, ali pa jaz bi svetoval ljudem, da jih poprašajo te svoje goste, ne, ali kakšne stvari ne jedo, ne, recimo, ne vem, mogoče je kdo ne bo jedel mesa, nekdo mogoče ne mara, ne vem, recimo vampi, ne, vampi so že taki problematični, pa so tipična taka slovenska jeta, ne, tudi. Skratka, bi poprašal, kaj pa bi jedli oziroma kaj imajo radi, ali imajo kakšne, bi rekel, zadržke pri kakšnih jedeh, ki jim niso všeč. Recimo moja hči, jaz ljubim pehtra, moja hči ga ne prenese. No, in če bi zdaj spekli za božič pehtranovo potico, je bolj slab strel. Strel v prazno. Tako. Ne, jaz mislim, da je to treba malo poprašati, a ne tudi, kaj bi bilo za zajtrk, recimo za jesti, za kosilo. Ja. Ne, No, za kosilo predvsem za to novoletno, sicer pa zajtrki. Ja, tule, kako smo s tipičnim slovenskim zajtrkom, sej zdaj imamo celo dan slovenskega zajtrka, ne? Ja, zdaj jaz mislim, da je iz moje mladosti, a ne, ko sem bil na počitnicah na kmetiji, tam v letih 60, 70, no, takrat tam je bil domač kruh iz krušne peči, brez masla, ne, pa namazan z medom domačim, ne, pa tista knajpova kava z domačim mlekom, ne. To je bil zajtrk, ki smo ga jedli, ne, pa smo preživeli, ne. Danes se mi zdi, komu to zdi že mogoče malo preveč, ampak tipičen slovenski zajtrk je to, ne. Domač kruh, ne? Tako, domač maslo, kruh, maslo, ne. morda tudi kakšno jabolko. Tako, kaj tasga, ne, mislim, ampak predvsem zdaj seveda lahko tudi za nekoga, ki je, ne, te ljudje, ki so šli na njivo delati, ne, so jedli žgance, ne, zabelene, fajn zabelene, ne, takrat se niso ukvarjali s holesterolom, ne, zato ker so tisto maščobo pokurili z delom, ne pa mi, ki sedimo potem cel dopoldan. Je pa druga zgodba. Kaj pa ocvrta jajca, recimo? Tudi, ne, z domačimi ocvirki, ne, na masti, potem z kakšnim špehom, ne, seveda ne holesterolsko primerno, ampak ne, je pa dobro. Tako, tole so ideje za zajtrk. K kosilu še pridemo, predtem povabilo vam, dragi poslušalci, 01 512 10 00, morda kakšna ideja za dobro, tipično slovensko jed pride z vašega konca. 01 512 10 00. Ja, gospod Jože Senegačnik je naš gost, rekli ste, posebnost Slovenije pehtran na sladko, pa ajda, potem so tu tudi, ja, tensten krompir, pražen krompir, no, tako bo bolj pravilno. Je kakšen trik pri pripravi tega krompirja? Je pražen krompir je v resnici, čeprav tisti najstarejši recept, ne, ki je nekak pismen recept, je na maslu bil, ne, ta je star kar enih tam pred letom 1800, ne, tam 1700 in tako, skratka, že precej staro, ne, ampak svinjska mast, čebulo prepražati, približno 20% čebule na težo krompirja, kar je veliko, ne. Če je to zdaj kila krompirja, bi bilo to 20 dek čebule, to pomeni, da bi kar ene čebulo ali 2 čebuli moral človek lepo na tanko narezati, ne pa prepražati. Pa potem seveda ocvirki, ne, in je to, pa potem mora zarumeneti, ne, mislim, ta čebula,
potem pa dodati na koncu ocvirke, da se pač, ker cvirki so že tako prepraženi, pravzaprav samo pogrejemo orenka, ne, in potem... Krompir pa se prej skuha, ne? Krompir mora biti skuhan, lahko je ohlajen, tudi ni nujno, da je ohlajen, ampak ne... Kuhamo ga v lupini, tako, ne, recimo tam 25 minut, 20-25 minut, 30 minut, odvisno od tega, kakšne sorte je krompirja, ne. In kje kuhamo? V ekonom loncu malce prej, ne? Ja, ampak jaz ga v ekonomu, mislim, da je boljše, da se počasi kuha, v ekonom loncu se bo krompir verjetno razkuhal. Krompir ne bi bil razkuhan, ne, skratka, mora biti tak, da je še cel in kompakten, ne? Mislim kompakten, da se lepo skuha, da ni razkuhana, ne? Ker če bomo imeli razkuhan krompir, je tako, kot bi ga olupili prej, pa ga kuhali, bi rekel, brez olupka, ne? In bi se bo razkuhal bolj. Pol bomo bolj pire imeli, ne? Ne bo pire, no, ampak bo krompir ne bo tak, da se vidijo lepo lističi krompirja narezan, ga še zmeri, ne da razpada, ne. Tako da razpada, ne. Danes z mojstrom peke kruha govorimo tudi o ostalih jedeh, ki jih tudi gospod Jože Senegačnik obvlada, med njimi so gotovo tudi štruklji. Ja, štruklji, tipična slovenska jed, ne, sploh, pa bi rekel, pravzaprav po vseh delih naše domovine, ne, naše ljube Slovenije, jih poznajo, imajo sicer različna imena, različne ideje zapolnjene, ne. Recimo na Bovškem sem zdaj najdel en recept, kjer ga delajo recimo štrukle, klasično testo za štrukle, ampak z nadevom iz suhih hrušk. Recimo, ne, to je tak podoben kot recimo na Gorenjskem Podbreška potica, kjer tudi suho sadje noter daje suhe hruške ali jabolka, ne, ali pa tepke, ne. Recimo Podbreška potica je, tako bi rekel, ena paralelna zgodba naši tipični tradicionalni slovenski potici, ki ni orehova, ne, ampak je polnjena sadjem. Zakaj sadjem? Tam sem imel enega župnika gor, ne, v Podbrezju, ki je ugotovil, da ti ljubi Gorenjci so tisto sadje prekuhali v šnaps, ne, in pa potem rekel, da to ni pametno, ne, pa da boš, da posušijo, to pa uporabljajo za kaj drugega. Tako, ne. No, skratka, z te zgodovine so, kar se človek lahko nauči, ne. Štruklji na Dolenjskem, recimo so tipični znani ti dolenjski štruklji z cvrtjem, se pravi v cvirki noter jajca, cvrtje jajca polnjeno, potem so lahko na sladko, na slano, ne, s čemerkoli, pravzaprav tle je samo, bi rekel, človeško domišljija je lahko omejitev, ne, koliko smo sposobni razmišljati, ampak tipično recimo na slano so ponavadi skuto bili narejeni, a ne kot priloga, lahko so na sladko tudi skuto, pa mogoče kakšne jajce noter, potem, ne vem, z pehtranom, ne, skuta in pehtran, potem so lahko z suhimi slivami, z hruškami, kot sem rekel že, tudi z rozinami, lahko ne vem, videl sem recimo že štruklje, ki so bili polnjeni z to polnilom za krvavice, se pravi maso za krvavice. Tudi, ne, pač so imeli okus kot krvavice, s tem, da je bil pač testo, ne. No, zanimivo. Ampak verjetno se tisti, ki obvladajo štruklje, ne bodo ustrašili recimo kakšnega novega nadeva, ne bo to, kot sva rekla v uvodu, neka nova jed, ki naj se raje ne lotevajo prvič, če recimo samo dodajo suho sadje, to ne bo taka zapletena stvar. Ne, nič, mislim, štruklji so taki, da bi rekel, če bo testo se dalo razvleči, ali pa saj nekateri ga tudi razvaljajo, zdaj odvisno, ali pa tudi lahko so kvašeni štruklji, stvar ne bo vplivala v bistveno na to, da bi štruklji ne bi ratali, ne? Ampak okus pa bo seveda drugačen s tisto noto, ki jo bojo dodala, ne? Bistvo štrukljev je Ja, pravzaprav v tem, da jih, bom rekel tako, da jih pripravimo na ta način, da jih bomo imeli testo ta pravo, ne, da se bo dalo tako testo. Ja. Potem seveda testo mora biti tako, da se ga da razvleči in potem, da bomo te štruklje lepo zavili, enakomerno to filo namazali gora, ne, razporedila, ne, polnilo in potem seveda skuhali dovolj, ne, da ne bodo srovi, ne. Se pravi približno ne pol ure. Zdaj lahko jih tudi parimo,
ne, če ima kdo parno pečico, lahko jih kuhamo zavite v krpi, ne, eni jih kuhajo v aluminijasti foliji, jaz jih včasih kuham tudi v tej foliji za živila. Lahko so pa tudi nekuhani, lahko jih tudi pečete, ne, bom rekel, podobno pol pride, tako kot bi bili, bom rekel, neke sorte burek. Burek je tudi neke sorte štrukelj, ne, če bi tako rekel, ne. Malo karikirano, ne, ampak dejansko je, ne. Spečeni, ne? Tako, pečeni štruklji, ne. Tudi so taki in take na ocenjevanju štrukljev, ki je vsako leto zdaj v januarju bo potekalo spet v mirni peči. Tam sprejemajo v ocenjevanje vse razne štruklje, a ne, kuhane, pečene in pa seveda tudi, ki so na slano, sladko, ki so lahko tudi iz kvašenega testa, ne samo vlečeno testo, ne, recimo, ali pa samo iz ajdove moke in tako, skratka, velika izbira različnih možnosti. Pa je kakšen tak koristen namig pri pripravi testa, da se ne trga, da se res lepo razvleče? Jaz bi rekel tako, da mislim, mogoče ni glih čisto vsaka moka najboljša, vsaka gospodinja vedo, katere moke so take, da je ta prava, ampak jaz mislim, da pravzaprav moka, voda, malo soli, olje, ne, nekaj žlic olja noter in to dobro pregnesta, ne. Zdaj še najlepše je to, če človek naredi to na kuhinjskega robota, ne, da se ne matraš, potem pa dati na stran počivati vsaj pol ure. V tem času bo tudi naravni procesi v testu, se pravi iz beljakovin, iz 2 beljakovin nastane gluten, ki nam bo pol to testo držal skupaj, a ne bom rekel držal skupaj, zato da ga bomo lahko poraztegnila, ne. In ko testo dovolj počiva, se pravi, vsaj pol ure, ne, more potem se to testo res lepo razvleči, ne. Čeprav za štruklje, ne, ni ideja, da bi bilo testo tako tenko, kot bi bilo za burek, ne, oziroma za jabolčni zavitek, recimo, ne. Tam je res tenko, pri štruklji se včasih tudi razvala lahko, ne, mislim, ideja je, da je testo malo debelejše, ne, da nimamo preveč tankih slojev testa. No, pa vseeno, rekli ste, gospodinje že vedo, katero moko pa vi uporabljate za štruklje? Jaz sicer tako bi rekel, prisegam, uporabljam moko iz Štupnikovega mlina, drugače pa tudi katerokoli drugo. Mislim, nekako zdaj moram reči, da mi v zadnjih nekaj letih ratuje, da testo vedno uspe, da se ne trga. Drugače pa, če hočete lepo testo narediti za to, ki se bo lepo vleklo, je treba dodati približno 1/3 ali 1/4 do 1/3 pirine bele moke. Pira ima drugačne lastnosti, pirina moka ima druge razmerje med beljakovinama, ki dajejo testu eno elastičnost, drugo raztegljivost, in pira ima večjo količino tako imenovanega gliadina, ki daje testu raztegljivost in se testo lepo vleče, ne. Dočim pri pšenica ima pa več glutenina, ki pa daje testu moč. No, dober namig, se pravi, vmešamo malce pirine moke. Tako, recimo 1/4 do 1/3 več ne. Lahko seveda tudi delate samo iz pirine moke, ampak potem... To je pa že drug izziv, ne? Potem bo mogoče malo izziva, ja. Aha, dobro, zdajle sem mislil, da prihaja eno vprašanje oziroma komentar, pa poslušalka pravi, da je za štruklje dobro v testo dodati jajce, da testo drži skupaj. Ja, zdaj tako bi rekel, jaz se držim enega načela, mogoče malo, bi rekel, drugače, ja, ampak za štruklje dodam jajce. Kadar kuham testo, dodam jajce. Za jabolčni zavitek delam brez jajca, ni pa nujno, lahko ga vedno dodate jajce noter. Dobro, pri štruklih pa dodate. Pri štruklih ponavadi dodam, grem z jajcem, tudi testo je potem, bi rekel, tako rumenkasto, ne, pride malo, bi rekel, na izgled tudi mogoče malo drugače, a ne, ni belo tako, kot pri jabolčnem zavitku, ni pa nikjer prepovedano, ne, mislim, teh receptov za vlečeno testo je milijon, bi rekel, ne. Hvala za tale dodatek, poslušalki, 01512 10 00, še enkrat poziv, da se pridružite svojim vprašanjem ali komentarjem. Morda tudi kdo od gostiteljev tezejskih romarjev, ki jih imamo danes posebej v mislih, morda že razmišljate, kaj boste postavili na mizo, pa delite z nami svoje ideje. Tako, gospod Jože Senegačnik, midva greva še kakšni jedi.
tule imate tudi knjigo Okusi Slovenije, v njej je veliko idej, ne? Ampak če nismo vajeni neke jedi, potem ste rekli, raje ne začenjajmo prvič. Ne? Ja, jaz mislim, da to ni dobro, ne, da se zadeva ponavadi ne bo dobro končala. Ne. To je tako, ko pol bomo podobni, kdo je veziran kuhar, verjetno ni težava nekaj narediti. Ampak jaz bi rekel, da bodimo pri tistem, vztrajamo pri tistem, ali pa ponudimo to, kar redno kuhamo. Ker vemo, da je ti, se pravi, neke stvari, ki jih zares dobro obvladamo. Ne vem, recimo ravno pri kosilu, se mi zdi, da goveja juha z domačimi rezanci, gobova juha. Ne. Slovenci smo gobari, narod gobarjev. Pri nas je, ko se gobe pojavijo, takrat začnejo rasti evforija v Sloveniji. Ne. In potem se gotovo kaj ostane v skrinji. Tako, gotovo. Zdaj z gobova juha, gobi golaš, recimo gobje jedi, ajdova kaša z gobami, recimo. To so take tipične lepe jedi, ki so tudi, bi rekel, vegetarijanske, če hoče, če mogoče kdo ni pač pripravljen meso jest. Potem take stvari, kot pri kosilu meso z juhe, lahko imamo seveda svinjsko pečenko, telečjo pečenko, ne vem kaj zraven spečemo, ampak lahko imamo pa meso z juhe, pa recimo hrenov zraven, hren z jabolki ali pa skratka nekaj na ta način. Pražen krompir, štrukli na slano so lahko priloga, recimo en štrukelj na slano. Pa so te klasične zimske naše jedi, krvavice, matevž, No, prav to je zdaj kislo zelje, repa, pečenica in tako naprej. Tako, očitno, klici zdaj se začenjajo, upam, da še kdo gre v eter, kot rečemo, poslušalka pa je predlagala ravno krvavice in zelje, tudi kar tipično slovensko. Tako. Koline, je bilo to nekaj, kar je v Sloveniji obstajalo, seveda tudi v drugih državah, ampak krvavice, tipično slovenska je, čeprav, če greste v Anglijo, vam bodo ponudili nekaj, kar je zelo podobno krvavici, ki se imenuje black pudding. Ja, black pudding je zelo podoben, meni je bilo vedno ta tradicionalni angleški zajtrk, ki ima black pudding, ali pa tudi irski zajtrk, škotski zajtrk, recimo. Oni to imajo kri so uporabljali, ker so včasih je bilo vedno povsod ta problem, da je bilo treba celo žival predelati. In se je bilo treba spraviti v promet, ker ni bilo možnosti toliko konzervirati, kot je danes. In rečejo črni puding, lahko bi rekli tudi krvavi puding. Ja, black pudding je tak izraz, sicer ga drugače, to ni v obliki klobasa, oni imajo to drugače pripravljeno, ampak to se dobi, recimo pol, kaj ste, ajmohti, razno razni ajmoti, pa ajdovi žganci zraven, tipično taka slovenska, ali pa golaži, obare, idrijski žlikrofi. To so vsake stvari, ki bi bile v redu. No, zdaj le kar natresamo ideje, mogoče še kakšna pride prav zdaj z poslušalko. Gospa Ana, ste z nami? Ja, pozdravljeni. Ja, lep pozdrav, dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Kako spremljate tole oddajo? Boste tudi vi koga gostili v teh dneh? Ja, tudi bova z možem dva imela, sicer ne veva še odkot. Ja. In sva zelo vesela, se veseliva, navdušena, tako da midva imava kar za vsak dan kakšno jed pripravljeno, glede na to, da sva tudi že sama romala in veva, kako to je. Super. Tako da sva nanizala teh nekaj jedi, če lahko podelim. Ja, lepo prosim, se pravi, imate že načrt za podnevih? Ja, tako vsak dan nekaj. Danes pridejo. Danes bova pripravila takšno enolončnico, korenje, krompir, kolerabo, takšna juha, potem se pa skuha notri žitna klobasa. Če je to komu poznano, midva sva sicer iz Bele krajine, žito, rumeno in meso, to se v času kolin pripravi in imava to tudi domače. Tako da poleg te klobase pa potem še krompirjeva solata. Krasno, to bo za eno tako res dobro večerjo, ne? Tako, potem bova zelje, kislo zelje z domačimi ocvirki, domača pečenica in matevž. Krasno. Potem sva pa še rekla, da bova joto en dan, pa en dan ajdove štruklje z orehi. Joj, imenitno. Mislim, da kar kimava, gospod Jože Senegačnik. To so slovenske jedi, ne? Tako.
tako. Ja. A je v redu, mislim, bo v redu. Super. Se že Glejte, cedijo sline. vse, kar je, bi rekel, tisto, kar poznamo kot Slovenci, tega, kar ne dobite v tujini, to je tisto naše. To je to. In kaj od tega bo za silvestrsko kosilo, gospa Ana? Ja, za silvestrsko bo verjetno kar to kislo zelje z ocvirki domačimi, pecenica in matevž. Odlično. Ja, prav rad bi bil gost pri vaju. Za zajtrk bova pa tudi imela domač kruh, potem pa maslo, med, pa domača jajca, pa če bomo videli tudi, kako bova jih vprašala. No? Ja, zdaj težava bi bila, če rečeta, oba dva boste gostili verjetno, ne? Če rečeta, da sta vegetarijanca. Tako. Temu treba malce prilagoditi. Boste uredili, krasno, vidim, da je dovolj iznajdljivosti in odprtosti. Hvala lepa, ker ste poklicali in res lepe dni v družbi tezejskih romarjev želim. Ja, hvala. Vam tudi blagoslov in vse dobro. Enako, hvala, srečno na Vrhniku. Takole, čisto konkretno po dnevih, gospa Ana, še na Ptuj gremo, gospod Mirko. Lepo pozdravljeni. Ja, vi pa ne boste gostili, ne? Vi pa imate kakšen predlog najbrž. Pa ja, za to testo za štrudel, kako so govorili. Ja. Ker jaz ne rabim niti valjati, pa nič ne, jaz vse na roko rstigujem. Jaz da malenko sode bikarbone, pa par kapljic kisa še zraven. Pa tisto stoji pol ura, mogoče še več. In zato, ker se lepše rstiguje in se ne trga. Se pravi soda, bikarbona in kis. Čisto malenko soda, 4 gličke soda, odvisno za koliko se dela. Ne? Jaz dan se pa če za en štrudel, tak to je mogoče pa pol kile moka, ne. Dam 4 gličke male soda bikarbona, tu nekaj moče malo več, pa par kapljic kisa. No, dobro. Zato, ker soda bikarbona pa kis vežeta skupaj. Ja, zanimivo. Soda bikarbona pa kis reagirata in se spenita. Ja, ne? In ne trga se, se lepo raztoguje, isto olje dam, kako se pravi, vse, ne, samo še to dodam. In ne rabim valjar, nič, samo jaz to vse na roko, lepo se raztegne in to je tako, da dam, pa sem na vizo dol, je tak kak balon. Ja, zdaj kis ponavadi se poznam tudi, ker cel kup receptov je za vlečeno testo s kisom. Kis je v bistvu ujača glutena, ne. Tudi zato recimo pri kislem testu, ne, je točno tisti kis takšen, da tisto testo naredi bolj voljno in se ga da lepše napihniti, ponavadi veliko bolj večji mehurji noter ali pa luknje v testu, potem, ko je kruh tak pečena, ne. Tako da iz tega izhaja. Dočim, če še soda bikarbono, pa kis vam takoj to več ali manj vam bo zelo hitro reagirati, tako da verjetno zanimiva kombinacija. Jaz za kis vem, za soda bikarbono nisem še nikoli slišal, da bi bil dejal kdo noter soda bikarbono, ampak verjamem, da vam dobro uspeva. No, tako, še ena ideja, namig za boljše testo. Hvala, gospod Mirko. Za konec je tule še vprašanje, ki je prišlo prek Boštjana v režiji. Sprašujejo, kaj bi predlagali za zajtrk, kosilo za vegetarijance oziroma celo vegane. Če se zgodi, ne, da so mladi, ki prihajajo zdaj v Ljubljano, pač se izogibajo mesu in tudi če se celo še bolj strogo omejijo kot vegani na ponudbo hrane. No, jaz mislim, da recimo take stvari, kot so nekaj recimo tudi na temo kisle repe, zelje, seveda ne z svinjsko mastjo, ne zabeljeno, mineštre, recimo razne fižolovka, ne. Fižolovka je lahko seveda totalno, bi rekel, brez kakršnih koli takih problematičnih sestavin. Potem, kaj s tem, gobje jedi, ne, kot sem rekel, recimo gobi golaš, ne, noter je krompir, gobe, to zdaj niso stvari, ki bi bile po mojem problematične, ne. Pa začimbe, ne, začimbe itak ne bi smele biti nobena od začimb takih, kar se tiče, ne vem, dišavnice, recimo timijan, marajon, pa tako naprej, ne. Skratka, s tem krompira, ne, mislim, tudi recimo vegetarijanski, zdaj govorim vegetarijanski, ričet recimo, ne, pač brez mesa, ričet brez mesa oziroma ješprenj brez mesa, ne. Ješprenj je ena od takih stvari, ki je bila tipično slovenska, ne. Zakaj ješprenj? Zato, ker je bil popularen
ker je ječmen prvi tisti, ki je dozori, kot med žiti. In to je pomenilo konc lakote. Ne, pšenica je zmanjka, pšenica šele julija, ne, ampak ječmen pa že tam en mesec prej. Ne, in je to bilo, zato so ga radi kuhali. Ne, in v bistvu je to krasna jed, samostojna, doda še pač zelenavo, zdaj fajn je, če nisi vegetarijanc, potem je fino, če še prešiček noter stopi, ne, v ta ješpren. Drugače pa razlika, pravim, kaj je ješpren pa ričet, ne, pri ričetu je noter še krompir, pri ješprenu pa ga ni. Tako. No, potem so morda tu še kakšne juhe, bučna juha. Tako, tega je... Tudi kremnih juh je veliko tam. Kremne juhe tudi, ampak spet seveda dajte vprašati, če so to zdaj neki kisla smetana, ne, in tako naprej, pa so že to stvari, ki jih je treba pač upoštevati, ampak jaz moram reči, da veganskih stvari nisem veliko kuhal, vegetarijanske veliko, ravno soboto smo delali vegetarijansko lazanjo z družino, z domačimi rezanci, sicer so bili tudi jajca noter in tako naprej, ampak je bilo tako, ampak nadev je bil pa iz? Zelenjave izključno, brez drugih dodatkov, tako da je bilo perfektno, smo prav uživali. Gospod Jože Senegačnik, vedno vas je zanimivo poslušati, ker natresete še kup idej in ne samo idej, tudi zanimivih podatkov iz zgodovine. Ne? Tule bi se lahko midva zdajle po območjih, regijah, pokrajinah Slovenije sprehodila in bi govorila še ure in ure. Res je. Ampak morda še kdaj drugič. Za danes se je čas iztekel. Najlepša hvala, želim vam lep prazničen dan. Boste danes tudi kaj kuhali? Mislim, da ne. Mi sem včeraj skuhal joto. In je toliko, da je še za danes in danes bo boljša, ker bo že pogreta. Tudi ena taka dobra skrivnost, se pravi jota, naj ostane kakšen dan. Ja, ponavadi je boljša drug dan, ali pa ne vem, zakaj meni je bolj všeč, pa večina ljudi pravi, da so pogrete stvari boljše, ne, mislim pogrete, da so drugi dan boljše. Ja, lepo praznujte, hvala lepa, ker ste si vzeli čas in tudi natresli kup idej za vse, ki bodo gostili v teh dneh, kogarkoli in vse dobro. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.